Katera stanja na področju ustnega zdravja so pri otrocih, ki potrebujejo ortodontsko zdravljenje, najbolj nujna in pri katerih je najbolj nedopustno, da so otroci obsojeni na čakanje? Čakanje v ortodontiji je lahko po tolmačenju in interpretaciji dvorezen meč, zato ker je praktično vsak obisk pri zobozdravniku, ki je potem, katerega rezultat je izdaja napotnice za ortodontsko zdravljenje, pomeni za starša neko nujo, da mora otroka takoj in čim prej vpisati k ortodontu, vendar pa vsaka diagnoza in vsaka nepravilnost še ne pomeni, da je treba zdravljenje pričeti takoj. Vsako starostno obdobje oziroma starostno obdobje in vrsta zobovja, v katerem se otrok nahaja, ima določene prednosti, ki jih stroka opredeljuje za prednostno obravnavo, so pa tudi določene nepravilnosti, pri katerih še ni smiselno pričeti takoj oziroma je dobro počakati, da zobje izrastejo, da se zamenjajo. Vsekakor pa v stroki zagovarjamo, večina slovenskih ortodontov je vzgojena in šolana tako, da priporočamo zgodnjo obravnavo, predvsem tistih nepravilnosti, katerih bi se v rasti in razvoju utegnilo stanje pri otroku poslabševati. Zelo smo pozorni na odklone funkcij pri otroku in na določene škodljive razvade, ki še dodatno poslabšujejo stanje ugriza in stanje izgleda in funkcije zobovja. Pa bi lahko rekli, da po začetku izvajanja načrtovanih sprememb, ki bodo očitno vendarle prišle na vrsto, tudi na sistemski ravni, lahko rečete, da bo zagotovljeno kakovostno in varno, predvsem pa bistveno bolj ažurno zdravljenje? V Sloveniji je specialistična ortodontska obravnava otrok in mladostnikov kakovostna in varna že do sedaj. Teh 9,7 novih programov, ki si jih obetamo, gre nekaj na račun upokojevanja, na prenehanje izvajanja delovanja izvajalcev in koncesionarjev. Nekaj programov je novih in glede na to, da je bilo izračunano, da potrebujemo okrog 40 novih programov, da bi zagotovili pravočasno in hitro obravnavo vsem slovenskim otrokom, ki to zdravljenje potrebujemo, bi rekla, da je teh nekaj programov, ki so nam obljubljeni, vsekakor dober začetek, ne bo pa dovolj in si želimo, da bi v nekem določenem obdobju s tem lahko še nadaljevali. Je pa težko, ker se zdravstvena politika in naši sogovorniki zelo pogosto menjajo in pogosto in mnogokrat razlagamo, ponavljamo ene in iste zadeve in utemeljujemo stvari, ki potem čakajo na razreševanje. Otroci pa rastejo, potrebe rastejo in največja težava je v tem, da če nepravilnost ni prepoznana do 16. leta starosti, potem otrok nima več možnosti za zdravljenje preko napotnice in preko plačnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Medtem ko je za zdravljenje velike vrste nepravilnosti, predvsem tistih estetskih, ki so jih nekdaj otroci, danes odrasli, zamudili v svojem obdobju odraščanja, nikoli ni prepozno, kar lahko potem specialisti ortodontije ponudijo tudi za zdravljenje odraslih, ki pa ni več plačljivo iz zdravstvenega zavarovanja in so pacienti samo plačniki.